Zdaj pa nam bo magistra Aleksandra Sršek predstavlja prispevek otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne. Ustavila se bom na nekaj problemih in sicer ustanovitev teh zavetišč, potem njihov namen in pa status otrok, ki so ta zavetišča vodili, potem pa še sredstva, s katerimi so vzdrževali ta zavetišča in pa prehrano, ko so jo otroci v teh zavetiščih dobivali. Med prvo svetovno vojno je bilo zelo kritično stanje otrok, šoloobveznih otrok, ki so bili izpostavljeni pravzaprav vsem zunanjim slabim vplivom in država se odločila, da je treba ustanoviti za take otroke, ki se potepajo po cestah in so pač izpostavljeni kriminalu, da je treba zanje poskrbeti in je zato že Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo in bogočastje že 15 let izrazilo željo in tudi v tem zakonu se to zakonilo, da se ustanavljajo v velikih mestih in pa v krajih, kjer je razvita industrija, zavetišča za šoloobvezne otroke. V Ljubljani so pač s pomočjo deželnega zbora, deželne vlade in mestnega šolskega sveta in same občine Ljubljana ustanovili dve začasni zavetišči, ki sta delovali 57 dni. Prijavljene otroke so razdelili na skupine in v vsaki skupini je bilo 35 otrok. V Ljubljani je bilo teh skupin 4, v Šiški pa 3. Namen teh dveh zavetišč, pa tudi ostalih zavetišč jasno, je bilo to, da so zbirali otroke od 5. do 14. leta. Otroci so bili ves teden v zavetišču in so v bistvu od 8. do 18. ure, kjer so v bistvu pod nadzorstvom učiteljev, učiteljice in varuš se igrali, hodili na izlete v bližnjo ali daljno okolico Ljubljane ali pa so v slabem primeru bili v bivalnih prostorih, kjer so pravzaprav se znova igrali, pisali, brali, se peli in se tudi seveda učili. V arhivskem gradivu je pač eden izmed urnikov ohranjen, to je urnik dekliškega zavetišča v Lichtenburgu. Najbolj so bili taki urniki tudi za ostale skupine dečkov in deklic. Zakaj sem tega izpostavila? Je zato, ker so v Ljubljani je bila skupina 35 deklic, ker v Ljubljani so bile težave z bivalnimi prostori, so te deklice dali to zavetišče v Lichtenburgu. Saj to je leta 1917, ko so se pač zadeve glede bivalnih prostorov, kuhinj in obednic popravljale. No, že prej sem omenili, da so zavetišči delali samo 37 dni in sicer so otroci v teh zavetiščih bili od jutra do večera. Potem se je pa finančna situacija malo pokvarila in so se morali zapreti s tem, da se je pa tudi začel v tem času pouk
Torej, zavetišče v taki obliki ne bi mogla več obstajati. Je pa se je izkazala velika potreba, da bi to delo zavetišča, ti dve zavetišči nadaljevali in zato sta se začasni zavetišči preoblikovali v stalni zavetišči in sta v bistvu delovali samo cel dan, ampak otroci več niso bili cel dan v zavetišču, ampak so bili med jutranjim poukom in popoldanskim poukom v zavetišču in v odmorih. Seveda so v zavetiščih skrbeli tudi za prehrano in sicer so dobivali jutranjo in popoldansko malico in kosilo. Že prej sem omenila, da so pred težave v Ljubljani z lokacijami, zato šele 17-18 leta so te lokacije prerazrešene s tem, da so dobili nazaj šolo na Zojzami cesti. Se upravičujem, če suha usta. In pa na Florijanski ulici. Medtem so vsaka leta do 17 leta pravzaprav se zelo sedli. Kuhinje so imeli v ljudski kuhinji, pa v vojaški kuhinji, potem so imeli v Mostah kuhinjo, pa na Blajvajzovi današnji Prešernovi, poleg deželne vlade. Medtem ko v Šiški so te prostore, so se naselili 16 let v prostorih in so jih vse obdobje vojne imeli v Faberjevi hiši. Status teh otrok je že sam naslov povedal, pač za revne otroke. Zavetišča so bila že prej, ko so se ustanavljali vrtci in zavetišča, je pravzaprav bilo jasno, da so vrtci pravzaprav za višje sloje zavetišča, pa za nižje sloje. In tukaj pač ena razpredelnica teh staršev, ki so pač dali svoje otroke v ta zavetišča. To so pa delavci, delavke, ki se preberete, lahko je nesmiselno, da še jaz berem. Zanimivo pa je to, da je bila večina otrok, ki so hodili v ta zavetišča, pravzaprav iz družin, katerih očetje so bili mobilizirani. Druga skupina so bili revni otroci z velikim številom otrok, potem pa pridejo še pač sirote, pa otroci beguncev. Po vojni, za konec vojne, je pa razpredelnica otrok, ki so bili brez staršev, brez očeta, brez matere, nezakonski, tudi invalidni otroci, revni in zanemarjeni. Vidimo, da revnih in zanemarjenih je bilo največ. Zavetišča so pravzaprav v 19. stoletju ustanavljali pač zasebniki in pa društva in pa cerkvene organizacije. Država pa ni imela nekakšnega interesa, šele pri koncu 19. stoletja so pravzaprav vzpodbujali ustanavljanje teh zavetišča, pa so prepuščali ustanavljanje in vzdrževanje pač lokalnim oblastem. Medtem, ko pa je v času vojne pač prišlo do izraza, da je teh otrok, ki so prepuščeni sami sebi, to preveč in je država potem dejansko tudi finančno podpirala ta zavetišča, tako da v bistvu te dve ljubljanski zavetišči so se tridelno razdelili pač sredstva, s katerimi so jih vzdrževali. Sicer država je dala 1/3 je dajala dežela in 1/3 občina. Seveda teh sredstev ni bilo dovolj, zato so morali pač dobivati še z raznimi prireditvami, darili, volili in tako dalje. Tukaj razpredelnica približno so porabili sredstev za vzdrževanje teh dveh pač zavetišč, s tem, da tisto prvo obdobje tistega začasnega časa 37 dni je pa okrog 6500 kron bilo porabljeno. To je pa koliko
je dnevnih stroškov na posameznega otroka. Ne. V bistvu otroci so pač ljubili, kot se omenila, malce in kosila, zdaj pa odvisno bilo, koliko je otrok bilo prijavljenih, koliko otrok je pravzaprav dobivali kosila, ker nekateri niso jemali pač prehrane v zavetiščih in seveda odvisno je bilo, koliko je bilo tisto leto delovnih dni. Torej, bivanje in prehrana sta bila načelno brezplačna, medtem ko so nekateri starši so prispevali nekaj za to vzdrževanje. Tukaj so pa naloge hrane, ki sta jih nabavljala v obe zavetišči, je precej dobro prehrana, v bistvu so otroci in meso, in sadje, nekaj zelenjave, tako da v bistvu so vojni dobivali zelo kvalitetno hrano. Zato so skrbeli seveda občina Ljubljana, Moste, potem tudi vojna glavnica, potem gospodarska zveza in seveda tudi posamezniki. Posamezniki so tudi prispevali za opremo teh zavetišč, hkrati so tudi za obleko in obutev, ko recimo je župan mesta Ljubljane prispeval za obutev, recimo občina Moste je poleg hrane prispevala za kurjavo. Občina Ljubljana pa v drugih časih tudi prispevala hrano iz aprovizacije. To je pa jedilnik, ki sta ga prinesla iz Graca, dva pobudnika ustanovitve teh zavetišč in sicer pod predlogo, kaj naj bi kuhali v naših teh dveh zavetiščih. To je konec tega zavetišča. Jaz sem jih obravnavala samo v času Prve svetovne vojne, so nadaljevala s svojim delom in sicer so po vojni se celo razširila in sicer za Bežigrad, Krule, Tabor, Vič in svoje delo niso predelali kljub temu, da so bile po vojni še hujše finančne težave, da pedagogi marsikdaj niso dobili plačila za svoje delo. To je bilo vse, hvala lepa.